kaj se dogaja tam? Kaj ti, ko imamo zbor prijateljev, s tem sledi lekcija in kaj se dogodi dejansko v tem dogodku za vse nas? Zakaj se to imenuje dejansko priprava? Kaj se tam dogodi? Torej, jaz pridem iz nekega kraja, iz neke države, ljudje prihajajo iz različnih držav, različnih ozadij. In tu je neko občutenje ločenosti, nekdo pride iz Anglije, drugi iz Francije in razni jeziki so tu. In zbor prijateljev je prva dejavnost po registraciji, klepetih, prva dejavnost, ki nas vse privede v eno točko. Torej, tu niso več pomembne razlike, jezike, mentalitete, vse. Torej, tu dejansko odkrijemo, kdo smo v resnici in tu smo skupaj v zboru prijateljev in zato je tako zelo pomemben kot priprava za lekcijo, kajti tu pridemo nad vse separacije in razlike in občutimo, da smo skupaj. V resnici se zberemo v eno točko. Lahko to pokažem na takle način. Torej, vsak prihaja za svojo kulturo, za svojo obliko ega in vsak ima to dragoceno točko v sebi. Torej, prihajam zjutraj, prišel od mojega hotela in tu je vsak s svojimi mislimi in občutenji in kulturo in srečamo se. In mi smo sedaj te deli in nismo v pravi korespondenci, poznamo se morda malo, vendar to ni še prava povezanost. Kaj se dogodi? V zboru prijateljev se te točke, naša hrepenenja po duhovnosti, vse te točke, ko samo njim podamo pomembnost, tem točkam hrepenenj po duhovnosti, torej vidimo, da potem obstaja samo še ta plamteča hotenja, plamteče želje. In v centru skupine stvorimo potem veliko plamtečo željo in ta velika plamteča želja v sredini dejansko posoda, s katero pridemo na lekcijo in samo z to posodo lahko slišimo, kaj Rav govori. Drugače bi bila to samo neka modrost, neke besede, vendar naša posoda je skupna posoda in samo v njo lahko Rav vlije svetlobo. In še nekaj, zbor prijateljev ni samo govorjenje, je tudi petje kabalističnih melodij, arija, balha solama, pesmi, ki bodo vse predstavljene tudi na internetni strani ali pesmi, ki so jih napisali naši prijatelji. Brali bomo tudi citate kabalistov, ustvarili bomo nuklearni reaktor svetlobe povezave in tako bomo začeli. Torej, spomnimo še enkrat, prijatelje, zdaj imamo to e-mail naslov in pišite nam o vaših dvomih, mišljenjih, vse, kar vam je potrebno v vašem jeziku, kakor vam je najbolje. In tudi srečne zgodbe nam pošljite, kako se pripravljate na kongres, kakšna so vaša pričakovanja. Torej,